Nagrada za najboljše literarno delo po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov. Steklene stene so zbirka 5 zgodb, mogoče malo daljših, kratkih zgodb ali pa novel, tu nekje. Ukvarjajo se s sodobnostjo, z nekim tukaj in zdaj, v katerem so ljudje, protagonisti, protagonistke, postavljeni pred vrsto enih vprašanj ali pa dilem, s katerimi se morajo nekako soočiti. Naslov je prišel v bistvu zadnji, ko sem imela že vseh 5 zgodb napisanih, zaključenih, in glede na to, da so naslovi vseh 5 zgodb povezani z nekim pojmom ali pa geografsko lokacijo in se v bistvu berejo kot eno pomembno interpretativno orodje za razumevanje vsake posamezne zgodbe, nisem želela, da bi eden izmed teh naslovov potem postal tudi naslov celotne knjige, ker bi s tem eno izmed teh zgodb obtežil na način, ki ga jaz nisem hotela. Zato sem razmišljala, kaj je tisto, kar na nek način povezuje vseh 5 zgodb, pa hkrati, kar ni preveč očitno, in hkrati, kaj lahko bralcu, bralki daje še en dodaten pogled na to, kako lahko knjigo razumemo, beremo kot pač neko celovito delo. In iz tega vidika mislim, da lahko steklene stene delujejo kot ena taka metafora, ki se v bistvu 5-krat ponovi ali pa izriše na 5 različnih načinov ali pa variacij. V bistvu so na nek način vplivi, ki so vodili do nekaterih zgodb, povezani z nekimi mojimi osebnimi situacijami, v katerih sem se znašla, ali pa bolje rečeno vprašanje, na katere sem si skušala odgovoriti, ki pa sem jih potem seveda spreobrnila v fikcijo in jim nadela neke čisto druge poti dogodkov in časov protagonistov. Ampak mislim, da je v tej knjigi, da mnogi vplivi bi lahko rekli, da izhajajo iz nekih mojih osebnih okoliščin ali pa okoliščin, ki sem jim bila jaz priča. Tako da je mogoče v tem smislu ta knjiga, kljub temu, da se zdi zelo fiktivna in tudi je seveda na nek način prav tako osebna ali pa intimna, kot je lahko neka poezija, ker je ta bližina avtorja morda bolj očitna, ampak mislim, da je tudi v teh zgodbah veliko neke moje osebne bližine. Da gre za nek poskus študije ali pa literarne študije posameznikov, posameznic, s tem se absolutno strinjam. Zanimivo mi je bilo to njeno branje, da lahko nam steklo služi kot nekaj, kar popači podobo, ampak jaz kot avtorica tega absolutno nisem videla tako. Ta stekla, ki si jih jaz predstavljam ob tej knjigi, so stekla, ki ne popačijo, niso neka zrcala, v katerih bi se videli drugačne, kot smo, ampak so bolj res stekla kot nekaj, kar funkcionira kot stena, kot prepreka, kot meja. In to, kar je mene avtorsko tukaj zanimalo, je to, kakšen učinek lahko ima nekaj, kar je na prvi pogled nevidno, ampak je hkrati trdno in absolutno pač ustavi predmete, osebe, da bi se lahko premikali iz prostora v prostor. Tako da sem jaz steklene stene zastavila precej drugače, kot jih je brala kritičarka. Ampak jaz sem kot avtorica zelo demokratična in v tem smislu nikoli ne vstopam v neke polemične dialoge s kritiki in kritičarkami in niti z bralci in bralkami.